Tokrat o predorih. Tistih potrebnih prenove in tistih popolnoma novih, tudi takih, ki gredo pod morjem. Pa o Pumi, ki je bila Džuk, še preden je Džuk postal Puma. Pa o toči, za katero velja, da je bolje imeti dobro zavarovanje prej, preden se zvoni. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Je že res, da nas gradbena dela na avtocesti, pravzaprav na vseh cestah, praviloma spravijo v slabo voljo, saj so dodaten razlog za zastoje na cestah. A po drugi strani bi se jih v resnici morali razveseliti, saj so najlepši dokaz, da je šel naš davkoplačevalski denar v dobre namene, za dvig ravni varnosti na cesti. In da nekoga skrbi za nas. Na cestah, na poti preživljamo kar veliko prostega, ne samo prostega, tudi službenega časa in tako morajo te biti varne. Ne samo ceste, ampak tudi infrastruktura in zato je treba nekaj tudi vložiti. Tukaj spadajo pod to točko tudi predori. Vsaka stvar, vsaka naprava, za katero smo predvideli, da jo bomo redno, vsakodnevno uporabljali in to dalj časa, potrebuje servis. Vsak računalnik je treba posesati, vsakemu kolesu je treba namazati verigo, v vsaki hiši je treba slej ko prej prepleskati fasado in seveda tudi vašemu avtomobilu so že v fazi razvoja določili, kdaj in kaj bo z njim počel vaš serviser, da bo avto predel zadovoljno in vam dolgo časa služil. In tako kot pri avtomobilu pride na vsake toliko kilometrov en tak velik redni servis. No, tak velik servis je zdaj doletel tudi predor Golovec. Ampak poglejmo najprej, kaj spada pri predoru Golovec v redni mali servis in pa v ta velik servis. Ta predor je star 21 let in v bistvu te redna manjša vzdrževalna dela so bile recimo popravila manjših razpok na oboku, manjše korekcije cestišča, tudi kakšna popravila na elektrostrojni opremi, ampak to so ta recimo manjša, celo bi rekel neplanirana vzdrževalna dela. Tukaj se pač do višine cirka 4 metre, se pač visokotlačna opere, če vidimo, da so kakšne razpoke, se konektira, stav se pa potem to izravnavno maso in se potem pač izvede na oples. Ko pa vidite 4 metre, se pa to vse visokotlačno opere tudi, ko se pritiska in se isto konektira, oziroma gor pa nikoli se ne izvede, pa ostane golo isto, del plesne gor. Popravilo manjših razpok, tako na oboku kot na tleh, je torej redno opravilo. A zdaj je čas za tiste, ki se bodo kot resnejši problem pokazale, ko bodo odprli vrhnje plasti. Z letošnjim faceliftom, če se še enkrat izrazimo z avtomobilskim žargonom, bo predor postal tudi lažje, hitreje in ceneje popravljiv. Trenutna konstrukcija je sestavljena iz betonskega vozišča v debelini 20 cm, potem imamo asfalt beton v debelini 7 cm in cementno stabilizacijo v debelini 15 cm. Po sanaciji bo pa to v bistvu 4 plasti asfaltnih plasti v debelini 34 cm. Imamo obrambno plast v debelini 4 cm, potem imamo vezno plast v debelini 8 cm, potem imamo pa še 2 nosilni plasti. Če poenostavimo, lahko zamenjamo samo obrambno plast v debelini 4 cm in to izvedemo čez vikend brez nekih velikih problemov glede prometa. Kako se pa to dela, kaj se je treba to plast dol? Porezka, ja, to se pač porezka in pač ugradi iz finišerjem, nova asfaltna plast. Lahko se dela tudi pas po pas, oziroma zaželeno je, da je večja širina zaradi, da nimamo stikov. No, servisni intervali pri modernih avtomobilih niso več določeni fiksno, ampak se prilagajajo vašemu načinu vožnje. Torej, če boste od vašega avta redno zahtevali delo na visokih obratih, potem boste servis obiskovali bolj pogosto. Če pa boste z avtomobilom ravnali bolj zmerno, potem bo vaš serviser samo še vaš znanec. No, temu predoru so servisne intervale določili že davnega leta 1995. Takrat je skozi njega peljalo komaj 600 težkih tovornjakov vsak dan. No, danes skozi njega pelje kar 4900 težkih tovornjakov. Leta 1995 je bila Slovenija stara 5 let. Leta 2004 smo vstopili v Evropsko unijo. Leta 2007 pa v Schengen. Vstop Slovenije pa Schengen
je tudi spremenil gospodarsko logiko. Vzhodni trgi so bili zanimivi za zahodne trge kar naenkrat, z neko drugo perspektivo. Bila je dosegljiva po cesti. Ampak eno so poškodbe, ki so nastale zaradi močnega povečanja težkega prometa skozi predor Golovec, ampak problem številka 1 v tem predoru je v resnici voda. Površinska voda se bo odvodala tako kot zdaj preko sistema vodnih robnikov. Problem hribinske vode se bo pa pač uredil za izvedbo drenaže po celi dolžini vozišča. Kot do zdaj pač pod voziščem ni bilo drenaže. To pomeni, da bo treba vse odpreti. Ja, pač pa se poreska, se pravi, do temeljnega betona se pač poreska, potem se pa pač izdolba noter za drenažo. Bo pa problem pač na severnem, na južnem delu portala, ko pridemo do temeljne portalne plošče, bo treba pa narediti mikrotunel, da se v bistvu da se drenaža v bistvu vam potegne pod temu temeljno ploščo. In če še enkrat potegnemo vzporednice z vzdrževanjem vašega avtomobila. Tudi vašemu avtomobilu serviser na vsakem servisu nameni neke določene posodobitve. No, predoru Golovec tokrat ne bodo namenili samo posodobitev, ampak tudi nadgradnje. Predor bomo zdaj nadgradili javljanje požara v samem predoru, javljanje požara v pogonski centrali, spremljanje zračnih tokov, zračnih razmer v predoru. Potem bomo šli v to, da bomo zamenjali celotno razsvetljavo. Namesto starih svetil bomo imeli zdaj LED svetila, kjer bo večja svetilnost ob manjši porabi energije. Jasno, temu je treba prilagoditi vso napeljavo, dali bomo dodatne transformatorje in napajanja. Pomembna novost je pa potem, da gremo pa v nadgradnjo odzračevanja, torej ventilatorjev. Tega prej ni bilo. Slovenska zakonodaja v bistvu predvideva, da taki predori, kot je Golovec, prezračevanje oziroma ventilatorje ne potrebujejo. Mi smo se odločili zaradi prometne gostote in zaradi prometne varnosti, da v ta predor vgradimo 7 ventilatorjev vsako predorsko cev, tudi predvsem v smislu večje varnosti za naše uporabnike. No in danes smo leta 2020, danes je vse digitalizirano, avtomatizirano in pa pametno. No in pameten postaja tudi predor Golovec. V naš center za vodenje prometa v Dragomilu bomo pripeljali tudi nove algoritme za vodenje prometa v tem predoru. Večji, ko je prometni tok, potem je temu tudi potrebno prilagoditi sisteme za vodenje prometa, da so čim bolj avtomatski, ker drugače je to podvrženo tudi recimo lahko človeškim napakam. Zdaj vgradujemo vse digitalne števce na ta način, da imajo poleg tega, da štejejo promet, tudi detektirajo vožnjo v nasprotni smeri. In vsi te signali se preko elektronike vežejo v te naše nadzorne centre, konkretno za Golovec je prisojen center v Dragomilu in to potem sproži ali avtomatsko obveščanje preko predorskega radija in avtomatsko potem tudi obveščanje naših uporabnikov preko portalov. Seveda pa se tako obsežnih gradbenih del ne da izvajati pri odprtem prometu. Ampak kako bo zaprtje predora Golovec vplivalo na prometne tokove okoli Ljubljane? Poglejmo. Vse tehnične študije so dale osnovo, da se naj obnova izvaja na način, da se eno leto obnovi ena cev, drugo leto druga cev. Promet se bo v te cevi vršil v smeri 2-1, 1-2, odvisnosti od prometne konice. Druga pomembna stvar, ki je potrebno vedeti za prometni vpliv, pa tudi na zastoje, je to, da bo dovoljen promet v predoru Golovec samo za osebna vozila. Torej vsa tovorna vozila, majhna dostavna vozila, skratka vse, kar je na 3,5 tone, vključno z avtobusi, bo imelo prepoved vožnje na ta del, kjer bo obnova. Skozi analize smo prišli do tega, da bo to severna obvoznica bolj obremenjena, zahodna obvoznica, južna tudi delno, potem bodo pa tudi obremenjene bolj recimo Dolenjska cesta, ki jo ljudje bodo uporabili kot alternativno pot, Roška cesta in recimo Dunajska. In to določena motnja bo, sploh ko bomo začeli to za popolno zaporo predora, to je 15. junija. Verjamemo, da boste sredi prihajajočega poletja, ko se boste kuhali v zastoju na ljubljanski obvoznici, zagotovo pomislili, ali ne bi bilo bolj prijazno do nas voznikov, če bi Dars dela izvedel bolj kampanjsko, z večjimi delavci, z večjim številom bagrov in z večjimi zmenami. Prečna širina predora je 12 metrov, dolžina je 600 metrov, to je treba tukaj optimizirati. Preveč bagrov, lahko en drugemu napotno, premalo bagrov, se rok zamujati. Terminski plan za 60 dni je zelo natemperan in tako da mislim, da izvajalec bo mogel resno pristopiti, določene dela tudi upravlja 24 ur in glede mehanizacije zelo premišljeno in tudi sama faznost dela bo mogla biti zelo premišljena. In ko boste pomislili, da se vam godi krivica, ker vam zastoji kvarijo vaš dopust, prometne študije pravijo drugače.
tehnična narava tega dela zahteva, a ne, in tudi prometne obremenitve, da si letos lahko privoščimo samo eno cev, drugo leto drugo cev. In torej privoščimo si jo pa lahko torej v tem času, ki je prometno za Ljubljano najmanj obremenjujoč. To je čas turistične sezone, ko se najmanj ljudi kot dnevnih migrantov vozi na delo v prestolnico. Veliki, okorni in neaerodinamični mestni terenci bodo morda kmalu postali zgodovina. In če danes iščemo potencialnega krivca za izumrtje teh avtomobilskih dinozavrov, bi morali vsekakor najprej pogledati k CUV-jem. Tudi Ford Puma je CUV. In kaj morate o njej vedeti? Prvič, CUV pomeni Crossover Utility Vehicle. Vozilo, ki poleg višjega položaja sedenja in višjega odmika od tal, ponuja tudi takšno bolj aerodinamično oziroma kupejevsko obliko. Drugič, Puma je avto številnih presenečenj. Posebej izrazito je prostorsko. Prtljažnik je največji in najbolj prilagodljiv med malimi SUV-ji ta hip. Puma sledi tudi trendu hibridizacije. Opremljena je namreč z dodatno baterijo in elektromotorjem. Ta dva skrbita predvsem za več udobja oziroma več mehkobe pri speljevanju, manevriranju oziroma mestni vožnji. Še najmanj presenetljive pa so vozne lastnosti. Nekako smo se v zadnjih letih že navadili, da so Fordova vozila med tistimi bolj dinamičnimi. Enako velja tudi za Pumo, ki bo razvajala tiste, ki si želijo športnih voznih lastnosti. Je namreč najbolj dinamična v svojem segmentu. In ko smo ravno pri predorih, lahko gremo k enemu od najbolj razvpitih, celo vročih podjetnikov ta hip. Pred kratkim je izstrelil svojo raketo v vesolje, zdaj pa že povedal, da je pod Las Vegasom uspel predreti oziroma narediti prvi korak, da bo tam kmalu predor. In sicer tisti, ki imate težave z gamblingom oziroma stavami, boste zdaj lahko šli pod Las Vegasom in ne več skozi oziroma okrog, kar pa niti ni tako posebno inovativna ideja njegovega Boring, se pravi dolgočasnega podjetja, takšno je namreč ime, saj bo na eni strani čakala seveda Tesla in te peljala skozi predor in na drugi strani boš izstopil. Muskovo dolgočasno podjetje se je v tem primeru lotilo predvsem individualnega prevoza. Ampak v prihodnosti so pomembni prevozi množic v istem času iz enega mesta na drugo mesto. In tukaj pride pa njegova druga ideja. No, ni povsem njegova in tudi ne rešujejo samo on, ampak Hyperloop bi pa lahko bil inovativna rešitev za sodobno mobilnost nove dobe. Tako, kot je bila leta 1820 drzna ideja v Londonu, da se zgradi predor pod Temzo. Zakaj? Zato, ker je že takrat v Londonu migriralo dnevno več kot 750 000 ljudi na delo v London in nazaj. In to pot so opravili peš, s kolesi ali z konji. In tako so poslovneži diktirali tempo razvoja. In jasno je postalo, da morajo delavci priti hitreje in udobneje v mesto in iz njega. In takrat je na idejo in rešitev prišel Sir Mark Brunel, ki je predstavil nov način gradnje predorov, tudi pod Temzo. Za svoj model, kako se to dela, pa je vzel lesnega črva. No, iz Andrejevih časov pa gremo v novo dobo oziroma v dobo prihodnosti in sicer k nemško-danskemu projektu, ki je težak kar 7 milijard evrov in to je predor, ki bo pod morjem tekal kar 18 km in bo s tem postal najdaljši. Boste rekli, da je kakšen daljši? Ja, ampak je zgolj za železniški promet oziroma ne poteka celo traso pod morjem. Ta rešitev nas bo lahko peljala do 110 km/h z avtomobilom, vzporedno pa 200 km/h z vlakom in za celo traso boste, zdaj ste potrebovali malo manj kot 2 uri in pol s trajektom, z vlakom, ki gre 200 na uro, pa 7 minut.
Tole je Nissan Juke druge generacije. Z njim so Japonci pred nekaj manj kot 10 leti pravzaprav ustvarili razred kompaktnih križancev. In z drugo generacijo je Juke postal oblikovno odrasel. In čeprav je Juke ohranil nekaj športne, kupejevske linije, je zdaj vseeno dovolj prostoren. In če je bil prtljažnik v Jukeu prve generacije med manjšimi, zdaj Japonci pravijo, da je v novem Jukeu prtljažnik celo med največjimi v razredu. Motorne dileme ni več. Novi Juke je na voljo samo še z benzinskim motorjem. Torej dizla ni, a benzinski motor je nov, sodoben, litrski trivaljnik. Ob ročnem 6-stopenjskem menjalniku je novost na področju avtomatike. Pri Nissanu so se odločili in končno zamenjali neskončnostopenjski CVT menjalnik z novim, sodobnim, dvosklopčnim menjalnikom. Tale samodejni menjalnik sicer ni med najboljšimi, a vseeno mi dvigujemo palec zanj. Menjalnik pa je pomemben vsaj še zaradi ene stvari, in sicer zaradi sodelovanja z asistenčnimi sistemi. In ko že omenjamo asistenčne sisteme, ti so v novem Jukeu na voljo zares za ugodno ceno. Ampak po črto gledano, ni ugoden samo paket asistenčnih sistemov, ampak je v primerjavi s tekmeci pravzaprav ugoden celoten Juke. Avtomobilska koža, predvsem lak in pločevina, sta v zadnjih dobrih 10 letih naredila velik tehnološki preskok. Predvsem na področju razvoja tehnologij in materialov, ki omogočajo bistveno večjo prožnost in več odpora proti mehanskim in drugim poškodbam. In ta koža ne samo, da je z leti postala čedalje bolj odporna in prožna, ampak je morala postati tudi malo bolj okoljevarstvena, zato so poskrbeli vsi malo bolj zeleni standardi, kar ni slabo. Je pa res, da se tudi vreme oziroma naše okolje spreminja in morajo biti avtomobili odporni ne samo na to, kar se dogaja na parkiriščih oziroma na male rajse in udrtine, ampak tudi na vremenski pojav, ki ni več tako redek in se mu reče toča. Bodimo iskreni. Toča na avtomobilih povzroči večinoma škodo, ki je povsem drugotnega pomena. Namreč z obtolčenim avtomobilom se lahko povsem normalno vozimo naprej. Ampak če sklepamo po množici posnetkov avtomobilov, ki se ustavljajo pod nadvozi, se zdi, kot da se vozniki toče bojimo kot hudič križa. Kot da se nam bo nekaj zelo hudega zgodilo. Saj v resnici se nam bo res lahko nekaj hudega zgodilo ob takem početju. Pa ne samo nam, ampak tudi tistim za nami in pa tistim, ki se v teh slabih svetlobnih pogojih vozijo nasproti nam. Zato ob naslednji poletni toči uporabimo zdravo pamet in si recimo, naj gre v franže samo pleh. Ampak saj, o kakšnih stroških sploh govorimo? Povprečne vrednosti so lahko zelo različne. Od tistih manjših točk, kjer so poškodbe ranga nekje, bom zdaj rekel, 350–400 evrov, pa tudi take, ko gre povprečna škoda preko 2000 evrov. Pri večjih škodah so običajno vključena tudi kakšna stekla zraven. Pogovarjamo se s profesionalcem, ki že več desetletij na pojav toče gleda številkami, analitično. On je namreč tisti, ki ima ob vsaki toči opravka ne le z nekaj bunkami na enem, ampak tudi z več tisoč poškodovanimi avtomobili. In če je potrebno, on tudi organizira svojo ekipo, takšne mobilne cenilne enote, da se lahko profesionalci s takšnimi palicami v rokah kar se da hitro lotijo dela in tako ponovno zloščijo slovenski vozni park. Razlike zaznavamo, različni modeli in tudi različne znamke se v isti toči dejansko vozila parkirana en zraven drugega se lahko precej različno obnaša. Aluminij je bolj odporen, ampak hkrati na drugi strani je pa bistveno bolj zahteven za sama popravila. Prej bi rekel, da dražji avtomobili so cenovno tudi dražje popravila. Barve so prožne, pločevina je prožna in če lahko toča naredi luknjo, jo potem lahko tudi mi z nekim postopkom vrnemo nazaj. Postopek je tak, da se najprej vozilo, ko pride na cenitev, označi vse poškodbe, ki so vidne na vozilu. Imava 3 vrste udrtin. A so do 20 mm, B so med 20 in 35 mm, C pa od 35 mm naprej. Udrtina ni samo to, ampak se udrtina začne naokoli. Zato, ker ne popravljamo samo center, ampak je treba izravnati celo. Imamo tudi potem različne oznake, manjše označimo z X, ker se jih drugače ne moramo. In to je potem A? To je potem A udrtina. To je C udrtina, tole na primer bi bila pa B.
Tudi, naprimer, če pogledamo na strehe, se zelo lepo vidijo. Največja, ki je premera skoraj 50. Potem pa tehnik dobi avto v delo, vzame posebno orodje in s tem orodjem on potem od spodnje strani, kar boste videli pol, pride do udrtine in jo postopoma izpodriva iz centra ven, dokler udrtina ni ravna. Predaleč, Še veste predaleč. tlerele. Ja? Še predaleč. Zdaj pa ste približno na luknji. Zdaj se bo že preveč pred seb. Bolj naprej, še naprej, levo, še malo naprej, pa še mičkam levo. Nekaj pa sem naredil, a? Ja, ampak niste na luknji. To je pač težko je, no. Vidim, res je. Ker to res zame, je. jaz ne Tam, kjer rabim več gledati, ne. Ja, sem to treba tudi kar silo potem, ne gre brez. Ja, seveda. Večje luknje zahtevajo večjo moč. Bolje treba pritisniti, ampak spet je pa treba biti previden, treba je na rahlo početi, po malem, ker če ne se pač poznajo. Iz bukline. Tako je, ja. In tiste špice potem skoraj zelo težko odpraviti. Aha. Zato se pač gre pomičkan skozi na drugo mesto, se pravi, da se ne dviguje samo v enem delu, ampak da se dviguje v bistvu cela površina. Se pravi, da Tako da greste bi, v celotni. ja. Jaz Je pa mislim- pač to samo stvar prakse. Ja, jaz mislim, da bom to prakso kar vam pustil. Za popravilo so bolj zahtevni kakšna kombinirana vozila, ki imajo narebrano streho in je to z suhim izrivanjem bistveno težje, ker na pregibih dejansko ne moreš zadeve tako izravnati kot na ravni gladki pločevin. Ne. Pregibi so pač spet stvar, koliko ima tehnik, znanja, izkušenj in živcev. Na pregibih, naprimer, če pade toča na pregib, lahko pride do poka laka. Sam pregib v bistvu za popravilo ni toliko zakompliciran, kot so ojačitve te stvari. Ker tle zate je treba priditi, ne? Tukaj, to je ojačitev, tle gor je pleh, vmes je prostor in v ta prostor noter je treba priditi, zadeti luknjo in jo zmasirati ven. Zdaj na tem vozilu je poleg poškodbe pločevine bila poškodovane tudi letvice. M pomeni menjava in pa potem plastično oblogo vrat. To se zamenja, to tudi sopada k cenilnem zapisniku in k poškodbi toče. Zapleteno pri tem vozilu oziroma pri vseh vozilih je popravilo robov strehe. Zberemo pravilen čep, pravilne oblike, velikosti in potem čep z lepilom nanesemo na center same luknje. Počakamo par trenutkov, da se posuši, potem vlečemo ven. Pa lahko rečemo, kakšna toča je padala. Med orehom pa med jajcem. V Črnomlju 2 leti nazaj smo imeli velikosti pomaranče. Trde, špičaste, ene so okrogle, ene so tiste, ki so špičaste, naredijo večje vdolbine, so tudi bolj nevarne za pokanje laka, tiste, ki so bolj okrogle, naredijo lepo udrtino, se pravi za popravilo. Ugotavljamo, da so zadnja leta ta neurja bistveno bolj nepredvidljiva, hitreje nastajajo, težje se jim je izogniti, pa tudi te točne krogle so lahko nerazumljivo velike, ne? Pa lepijo se skupaj in so tudi toče takšnega gabarita, ko je enostavno predvsem večje površine pločevin, se pravi strehe v glavnem, ali pa tudi kdaj pokrovi motorja niso smiselni več za izravnavo, ampak je bolj smiselna enostavno menjava. Ne? Tudi zaradi stabilnosti tega materiala, ne? Da drugače bi lahko začel tudi vibrirati tak material, ne? Če je prenategnjen, če je predeformiran. Je pa spet vprašanje, kakšen je ta del. Ta del lahko enostavno odmontiramo in primontiramo novega, ne? Kot je pokrov motorja recimo, ne? Ali je ta del fiksiran na vozilo, kot je streha, ali pa kak zadnji bok, recimo, ki je varjen na vozilo, ne?
In razrez take stvari je pa ponavadi vprašljiv. Kako lahko svojega jeklenega, ljubljenega konjička ohranimo pred točo? No, odgovor je povsem preprost. Zaprite ga v garažo ali pa pod nadstrešek. Ampak seveda, avtomobil smo kupili zato, da se bomo z njim vozili, ne pa zato, da ga bomo imeli parkiranega doma v garaži. In seveda nam noben ne more garantirati, da bomo mi z našim avtomobilom ravno v času toče na varnem. Če drugega ne, se toča tudi zaradi klimatskih sprememb precej rada poigra z vrmeranjem. Ampak kakorkoli, ko se vozite po Sloveniji, pogosto vidite tudi, da avtomobile na velikih parkiriščih prekrijejo z mrežami. No, ampak vstopamo na področje, kjer imamo za vas dvakrat pozor. Če to ni pravilno izvedeno, se lahko dogodi še hujša zadeva, ko se takšna mreža zruši in potem vse tista masa, ki se nabere na mrež, pa dejansko bolj poškoduje vozilo, kot pa toča sama. Pravijo, da naj avtomobile pred točo zavarujemo z deko. Ampak tu je pozor številka 2. Odsvetujemo pokrivanje vozila z dekami, z rjuhami, zato ker prvič je življenjsko nevarno. Imeli smo primer poškodbe, kjer je bilo treba amputirati prst, ker je pač mu padla velika kepa toče na prst. Ljudje so imeli tudi poškodbe glave in so potem šli na urgence. Tako da ta zadeva absolutno je življenjsko nevarna. Drugi problem pokrivanja vozila z dekami je pa ta, da se toča ne odbije, ampak se udarec toče absorbira v pločevino in je zato pol poškodba večja. In za konec današnje zgodbe se še enkrat vrnimo k številkam. Namreč zgodi se, da na cenitem pripelje voznik svoj avtomobil s takšnimi poškodbami, ki pač ne ustrezajo zgodbi, v kateri naj bi utrpel poškodbe. No, in čeprav imajo zavarovalnice že v svoji lastni hiši pogosto detektive, se ti praviloma s točo ne ukvarjajo. Odgovor je povsem preprost. Te zadeve so preverljive glede na javne objave in tudi na vremenska poročila. Načeloma pa tudi glede na gabarit ostalih prijav. Se pravi, zelo težko verjetno je, da boste vi imeli točo v Ljubljani, pa nobeden drug več. Malo več prijav na nekem območju se takrat običajno mora pojaviti. In ko smo ravno pri toči, a ste kdaj pomislili, kaj se zgodi, če recimo motorista ujame toča? Če že avtomobilisti hitimo ven in pokrivamo svoje konjičke, če nekateri celo, in to odsvetujemo, saj je nespametno, skrajno nevarno in prepovedano, ustavljajo v predorih. Kaj pa se zgodi, ko motorista to ujame? No, in če smo se spomnili motoristov ob toči, potem je prav, da se jih spomnimo tudi za čas korone, ko smo o njih govorili bistveno manj. To je razumljivo. Avtomobilski posel, s katerim pa smo se veliko ukvarjali ves čas korone, je bistveno večji. In tudi ekonomija in tudi politika je za ta posel bistveno bolj zainteresirana. No, motorjev, novo registriranih je v Sloveniji, takole čez prsto pogledano, vsako leto okoli 4000. Od tega jih je več kot polovica, 2200 starih, uvoženih z nekaterih večjih motorističnih trgov, kot so Italija, Španija, Francija in Nemčija. Kar je okoljsko, lahko bi človek rekel, zelo vprašljivo, morda celo zaskrbljujoče. Glede na to, da smo v 2020 letu, da je okoljska problematika več kot jasna in ne glede na to, da gre za relativno majhne številke, je sporočilo jasno. In če smo v fazi razmišljanja, pravzaprav vlada je v fazi razmišljanja, da bi pozelenila z dodatnimi subvencijami nakupe novih avtomobilov, ne pozabimo, slovenski vozni park je star skoraj 12 let v povprečju, in torej potrebuje bolj zelene avtomobile, bi lahko o čem takem razmišljala tudi pri motociklih in spodbujala predvsem nakupe čistejših in ne uvažanje starih ekološko problematičnih. No, starim ali novim, s katalizatorjem ali brez, se vidimo spet naslednji četrtek, vmes pa YouTube, Instagram, Facebook in Twitter Avtomobilnost. Pa še to, avto je v karantenskem obdobju postal oaza miru. Miru pred lastno družino. Glede na Škodino študijo v Veliki Britaniji se kar 8% Britancev oziroma 23% Londončanov rado samoizolira v avtomobilu, da si tako izborijo lastnih 5 minut.